predvsem v imenu avtomobilske znamke Volkswagen, vas srčno pozdravljam na današnji predstavitvi, na kateri bi vam želeli predstaviti, kako smo letos popestrili naše partnerstvo Volkswagen Ljubljanskim maratonom. Pa mi prosim dovolite, da vam predstavim vaše današnje sogovornike. Tamara Štader-Pesek bo danes vodila pogovor in povezovala v gosti. Z nami je seveda Gojko Zalokar, direktor Volkswagen Ljubljanskega maratona. Marko Štriba je direktor znamke Volkswagen Prihodnji Porsche Slovenija. Z nami je tudi gospod Stane Merše, vodja centra za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožef Stefan. Urban Pavlovčič je doktor strojništva in odlični triatlonec. Z nami sta pa tudi cenjeni gosti, atletini, in sicer Neja Kršiner, atletina in državna prvakinja v polmaratonu, in pa Metka Albrecht, stilistka in maratonka. Pa prosim, izvolite. Hvala. Hvala, pozdravljeni še z moje strani. 4 tedne nas loči do Volkswagen 23. Ljubljanskega maratona. In naslednji tak čas, ko se 27.000 tekačev sredi tekuje, to je največji tekaški dogodek in naslednji tak čas, ko se veliko govori o teku. Danes vam bomo tek predstavili na nekoliko drugačen način in ga povezali s trajnostno mobilnostjo in z dobrodelnostjo. Naši gosti bodo danes pregovorili o tem, kako lahko mehansko energijo tekačev pretvorimo v elektriko, koliko energije se bo sprostila na 23. Volkswagen Ljubljanskem maratonu in kaj bo ta energija prinesla dobrodelnemu društvu Rdeči nosi. Začela bom s gospodom Zalokarjem. Že več kot 20 let ste na čelu največje tekaške preditve v Sloveniji. Kako se ta Ljubljanski maraton spremenja v teh letih od samega začetka dana? Ja. Moram reči, da se je močno spremenil tistih prvih začetkov, ki smo jih imeli pred 23 leti, ker jih je nastopilo 728 tekmovalcev do današnjega dne, ki je 25.000. Seveda s tem so rasli tako organizacijski kot tehnični vidiki prireditve, da smo pripeljali ga na nivo dobro razvitih evropskih in svetovnih maratonov. No, pridobili smo tudi zlati znak, oziroma letos kandidiramo za zlatka, imamo srebrnega, kar pomeni, da smo med 120 organizatorji in med najboljšimi organizatorji v tem prostoru. Kako se je razvijal? Začetki so bili jasno težki. Prvi trenutki ko smo dobili zeleno luč za organizacijo, ali bomo lahko sploh speljali to prireditev ali ne, prvič je bila taka velika prireditev v Sloveniji, v Ljubljani. In seveda za sabo potegni take organizacijske in tehnične zadeve, tako da smo počasi speljali zadevo postopno, kot sem povedal, prvo leto 700, potem pa zmeri več. In tudi program smo dopolnjevali z tako zvanimi stroškimi teki, ki smo tudi nekaj prvih bili, ki smo v evropskem nivoju začeli to populacijo perati in smo tudi to pripeljali do števila 10.000 otrok na maratonu. Zato je ta skupna številka mogoče velika 25.000, vendar še zmeri težimo za tem, da bi predvsem polnili program 42 km, ki pa zaenkrat je tista rezerva, ki vidimo nek potencial naprej, da bomo ta del razvijali. Število je veliko, vendar še zmeri v povprečju, če gledamo, je slovenski narod specifičen narod, če gledamo, koliko nas je teh 2 milijona in koliko jih teče, dejansko idemo do številke 1% vsega slovenskega prebivalstva teče. To je res čisto zadnja številka in to nam vsi veliki maratoni tudi zavidajo. Na tako majhno število prebivalcev, tako velika udeležba na same prireditve. Druga zadeva, kar je pri Ljubljanskem maratonu, je to, da dela predvsem iz vidika športnih ciljev. Se pravi, redna vadba skozi celo leto, da priješ pripravljen na maraton. In to je naša osnovna tendenca tudi pri vseh ostalih organizatorjih, da smo sprejeli to kot dejstvo in da ni v ospredju denar, temveč zdrav način življenja in redno ukvarjanje športa. Če kdo potem vidi, kakšen je tipičen tekač?
Ja, seveda, predvsem je trmast, brez trme tega ne dosežeš, to je prva zadeva. Druga je pa ta, da res Slovenci smo en poseben narod, kar se tega tiče, hočemo dokazovati sami sebi, da smo dobri, da smo najboljši. In pa seveda posledično je pa to, kar sem že prej omenil, ta redna priprava in redna dejavnost, tudi časi so taki, da celo potrebuje gibanje in vse to je nekako povezano v to. Še enkrat bi pa rekel, da še za veliki maraton 42 je veliko rezerve, no tega še ni toliko, ne. Res pa je, da za te dolžine je treba res ta prava priprava, mora biti pravi trenerji, ker lotiti se 42 km ni enostavna zadeva in lahko več škoduje, kot pa koristi. To verjetno bojo maratonke tudi več povedali z tega svojega vidika. Vendar je pa to, da tudi te manjši teki stroški so tisti, ki nekako vzgajajo mlade tekače v kasnejšo dobo, da se ukvarjajo s tem in pridejo na te dolžine. Hvala. Gospod Škribar, s podjetjem Bošet Slovenija oziroma z vašo trgovno znamko Volkswagen je vsako leto zapored generalni sponzor maratona. Zakaj ste se odločili za to? Odločili smo se že bistveno prej. V bistvu smo, kot je Gojko tudi povedal, že sponzorji od samega začetka maratona. Nekaj prvi večji, bolj viden dogodek je bil leta 2005, ko smo postali diamantni sponzor. No, ves čas smo si pa želeli tudi odličnega sodelovanja in res enkratnega projekta postati generalni sponzor. Tako da bi se tudi sam dogodek imenoval Volkswagen Ljubljanski maraton. Leta 2014 smo se potem dogovorili za to generalno sponzorstvo, no, in vse do danes to ohranjamo. Je pa ideja tega maratona, da vključuje vse generacije skrbi za zdravje, za naše zdravje. To je tista osnovna misel, ki jo podpiramo. Okay. Z letošnjim projektom Čista moč, prav poseben projekcija, odprli pa povsem neko nov pogled na, oziroma neko novo povezavo med tekom in električno energijo. Sicer ste v vašem podjetju že z novo tehnologijo, kako pretvarjati iz neke energije v električno energijo, kako to nastaja, zdaj nas pa zanima, kako to počnete, da pretvarjate pa se iz energije dobiti električno. Naborne energije električno. Zdaj, sama tehnologija v naših podjetjih je znana, pretvarjanje zavorne ali pa osnovne mehanske energije v električno energijo se uporablja v hibridnih, v električnih vozilih. No, kot vsi veste, se vsi avtomobilisti, posebej Volkswagen, močno pripravljamo na močnejši in bolj viden del električnega dela mobilnosti v našem življenju. No. In ponovadi v našem delu tako na novinarskih predstavitvah predstavljamo kakšne nove modele, danes pa predstavljamo to e-stezo, je tudi neka naprava mobilnosti. In tu nas vodi ideja. Tukaj gre v bistvu samo za idejo prehajanja energije iz ene oblike v drugo. In zato smo kot generalni sponzor Volkswagen Ljubljanskega maratona letos zadali ta cilj, da dajmo tudi tekačem to možnost in oni energijo, ki jo sproščajo, na nek način z neko idejo pretvorijo v električno energijo. Zato smo se povezali s strokovnjaki z inštitutom Jožef Stefan, z strojniki, z športniki, elektroinženirji in smo nekako razvili tole stezo, tako da imamo zdaj pred sabo poseben produkt in no, to je ta naša ključna ideja. Aha, lepo. Vendar pa bo nam vsak tekač Ljubljanskega maratona tudi prispeval del svoje energije v dobrodelne namene. Kako? Tako. In tukaj je bila ta ideja, ki smo jo skupaj nekako osnovali, da bi izračunali, ogromna energija se bo sprostila, imamo tekačev 25 000 in če vse to preračunamo v električno energijo, lahko tudi to preračunamo v prevožene kilometre električnega vozila. In to je osnovna ideja. Videli bomo, koliko tekačev, izračunali bomo, koliko pretekle, izračunali, koliko to pomeni kilometrov z električnim avtom in zato bomo dali društvo Rdeči noski v uporabo električno vozilo za toliko kilometrov oziroma eno leto. Lansko leto, nekako smo si številke ogledali, težko je reči neko povprečno težje,
smo izračunali, da bi to zneslo skoraj do 50.000 kilometrov. To pa je veliko. Zdaj, če nadaljujem s gospodom Mešetom, on je pravzaprav pripravil, v Inštitutu Jožef Stefan so pripravili ta izračun, in sicer kako iz mehanske energije, ki jo ustvari tekač po teku, ustvariti potem električno energijo. Na podlagi česa temelji ta izračun? Ja, lahko rečem, da je bil ta izračun za nas en svojevrsten izziv. Ko posvetliti energijo pri teku, danes je energija pravzaprav gonila vse naše družbe, vse, kar se dogaja, zato nam je bil poseben izziv pogledati morda tudi na področje teka. Na podlagi biomehanskih modelov, pa tudi različnih drugih izračunov in meritev, smo postavili preprosto, ampak mislim, da še vedno dosti učinkovit model, kajti dejansko sproščena mehanska energija pri teku je v največji meri odvisna od mase tekača in pretečene razdalje. Seveda nekaj prispeva tudi še hitrost, ampak ključna pravzaprav je masa. Če dam samo neko primerjavo, recimo en zelo hitri afriški tekač, ki s progo maratona opravi morda v dobrih 2 urah, njegova mehanska energija primerljiva z nekim malo težjim tekačem, ki se s to progo sooča morda 3 ure ali nekaj podobnega, ampak sama sproščena energija je pa zbližno enaka. Tako to je tisti vidik učinkovitosti, da tekač dejansko pride čim se do cilja. In koliko potem povprečen tekač lahko ustvari električno energijo v vaših izračunih? Če bi pogledali enega maratonca, ki preteče maratonsko razdaljo 42 km, nekje v 4 urah, je ta sproščena mehanska energija, če bi jo z neko idealno tehnologijo pretvorili v električno energijo, je ta energija velika približno dobro kilovatno uro energije se sprosti. Če si predstavljamo kilovatno ura električne energije, kaj lahko danes z njo naredimo, če bi gledali električni avto, to kilovatno uro lahko prevozimo nekje 7 km po cesti. Z električnim skuterjem bi bilo to nekje 55 km, z 1 kWh lahko se gremo 10 litrov vode. Seveda, če to primerjamo z neko krajšo razdaljo, če gremo teč popoldne 6 km, je da tega energije približno 7-krat manj in je to približno nekih 15 vatnih ur in recimo 6 km pretečemo, to energijo, ki jo sprostimo, če bi pretvorili električno energijo, pa bi lahko naredili z avtom samo 1 km. To morda tako samo za ilustracijo, kako pravzaprav ta aktivna mobilnost, kako smo preko tukaj bistveno bolj učinkoviti od zelo učinkovitih električnih vozil, če bi pa to primerjali še s klasičnim avtom, bi pa rezultat še faktor 3-4 slabši. Za pripravo tega izračuna pa smo naredili še eno raziskavo, ki pa je ugotavljala, koliko energije, ki jo vnesemo s hrano, lahko potem pretvorimo v mehansko in potem seveda koliko te mehanske električno. Tako, ja. Kateri športi so tukaj najbolj učinkoviti, oziroma kateri športi so tukaj kako usmerjeni, mogoče tekače in kolesarje? Ja, taka primerjava je malo nehvaležna, ker vsak športnik se trudi, da bi rekel svojim športno aktivnostjo iz svojega telesa spravi nek maksimum, to je cilj treninga. Je pa dejstvo, da pri teku pravzaprav deluje celotno telo, sprav poleg nog tudi roke, prihaja bistveno večje gibanja telesa in zato dejansko literatura kaže, da ima sami rezultate raziskav kažejo, da je nekje izkoristek med vnešeno energijo in tem mehansko energijo, ki se sprosti pri teku, nekje med 30 pa celo tudi do 50%. Medtem ko recimo pri kolesarjenju, ki je sicer izredno učinkovit šport, ker gre za izredno dobro povezavo s tehnologijo, pa je ta izkoristek okrog 25%. Kar kaže nekje, da so dejansko tekači, da dosegajo te učinke, ja, je potrebno ogromno energije, kot je povedal direktor maratona, trdega dela seveda. Tako. Gospod Pavlovčič je tukaj pravzaprav praksi pokazal, kako lahko energijo tekačev pretvorimo v električno in jo potem tudi zbiramo. To sicer zgleda kot navadna tekaška steza, a je navadna tekaška steza? V osnovi ja, z nekaj majhnimi, vsem pomembnimi predelavami. Predvsem je bila, kot je bilo že večkrat omenjeno, glavna ideja ta, da steza električne energije ne porablja, ampak jo iz mehanske energije tekača generira. Se pravi, glavna sprememba je bila to, da smo elektromotor gnali in je sam deloval kot elektrogenerator. Potrebne so pa še neke manjše druge dodelave, predvsem kar se tiče predstavnega razmerja, vztrajnikov in tako naprej, ker smo želeli, da bi bil tek čim bolj podoben še vedno teku pri klasični tekaški stezi, se pravi, da bi lahko ohranili to fazo leta. Nekaj nam je uspel, nekaj je pa še za prihodnje leta ostalo.
Vi ste tudi triatlone, to za triatlon dogada na najtežjih disciplin. Kako pa vi sami razporejate moč, ki jo dovoljujete posameznim disciplini, da pridete na koncu do končnega rezultata za njega? To je nekako najlažje na kolesu. Kolega že prej omenil, kolesarjenje je razmerno učinkovita aktivnost, dobro tehnološko podprta in v kolesarjenju so zelo popularna je uporaba kolesarskih merilcev moči, tako da med kolesarjenjem nadzoruješ to moč in na ta način pravilno doziraš. Tukaj je potem prišlo do ene zelo zanimive diskusije in tudi raziskave, da smo ugotovili, kako je ta moč, ki jo kolesar proizvaja med aktivnostjo, kako jo lahko primerjamo s to tekaško močjo, primerjava tekaških merilcev moči kolesarskih, ker pri teku so ti merilci moči še v povojih in se zato tekač ponavadi zanaša predvsem na srčni utrip, hitrosti in tako naprej. Plavanje je, kar se tega tiče, pripomoč še niže, tako da nam plaga svoj boksin. Ja, pa ti povedala o svojih občutkih, ti si bila namreč prva, ki je preizkusila estezo. Kakšna je razlika med vami? Jaz bi rekla, da je razlika samo kar precejšnja, ker pri običajni tekaški stezi pač mi elektriko nujno potrebujemo za njeno delovanje, pri estezi pa je v bistvu elektrika tisti končni produkt. Tako da je v bistvu tudi vnos energije precej večji pri estezi in pri teku na običajni tekaški stezi lahko pač iznajdil tekač v fazi leta oziroma griva, saj malce počiva. Tukaj pri estezi to ni mogoče, ker takoj, ko izgubimo pač stik s podlago, se pač ta zaustavi. Tako da je res potreben konstantno naša energija. Si zdaj pomislila, da bi lahko s tekom ustvarjala energijo? Tako mimogrede sem, priznam, ker na moji domači velikrat malo posvetila, da mi bojo kupili kakšno tako napravo, da bom jaz tista, ki proizvaja elektriko, ker smo pri nas navadili vsaj v zimskem času velikrat brez elektrike. Tako konkretno pa v bistvu šele s tem projektom, tako da me je ta inovativna ideja to prepričala. Metka, tudi ti si maratonka, velika ljubiteljica teka, vajena si verjetno trdega žega, vajena si mogoče bolečine, no? A si kdaj preizkusila že, kaj je bila sam na svojo moč? Ne, nisem. Tekaško stezo na klasično na elektriko, ja, te pa še ne. A ti, da ne bom da. Malo drugače. Kako je to? Ja, v bistvu je drugačno. Zdaj šele vidim, da v bistvu ne počivaš tam, ko si mečkaj na vrhu zraku, ampak tista električna steza te kar poriva naprej. Tako da, Blaž, tisto, ko smo mi v sanji otekali, to ne gre, ne. Ja, je drugače, je pa dejstvo nekaj, zdaj jaz kot rekreativni tekač ali pa amaterski, te ta steza drži v te pravem položaju, se pravi, da lahko pravilno tečeš, ker si primoran biti v tej drži, da tečeš po prstih, dviguješ noge, kar pa jaz ponavadi, kadar sem utrujena, se kar sesedem na pete in pol verjetno čudem gleda, kako tečem, Ok, pretekli si pa vseh 6 svetovnih maratonov, kako bi jih primerjala ljubljanski mogoče? Ja, ljubljanski maraton je bil moj prvi maraton in prvega definitivno ne pozabiš nikoli, To, da sem itak sploh šla na maraton, je bil zame to itak eno veliko presenečenje, ker nikoli nisem hotela teči v masi, po ulicah in vsak, ko mi je kdo rekel, to je brez veze. No, potem pa vsem sem se enkrat odločila na pobudo prijateljev, pa zdaj spet, videla, kako je nuštam in resno, Tam ta energija tekačev, energija okolice, samega dogodka, preditve, toliko se noter potegne, da sem potem, ko sem prvega pretekla, dala roko mojemu prijatelju maraton, sem se rekla, obljubam, od 2 letih pa pol pretečem v teh 6 in sem. Super.